spoštovani, prav lepa hvala, da ste se udeležili današnje tiskovne konference. Pripravili smo jo ob dogodku, kajti na ministrstvu smo po nekaj časa ponovno pripravili strategijo višjega strokovnega izobraževanja, ki bo veljala med leti 2020 in pa 2030. Tule je pomembno nekaj stvari poudariti, ki se mi zdijo tako za razvoj tega dela izobraževalnega sistema zelo pomembno. Prva je, da po več kot 20 letih, ko se je ta del izobraževalnega sistema nekako umestil v naš sistem, sedaj dobivamo novo strategijo. Dej, to ni edina strategija po 20 letih, ampak ta sistem, ta višje strokovno izobraževanje je zdaj dobilo že svojo, jaz temu rečem, domovinsko pravico tudi znotraj našega izobraževalnega sistema. Je pa, tako kot vedno, in to sem tudi danes na posvetu dopoldne poudaril, vprašanje višjega strokovnega šolstva, pravzaprav veliko vprašanje tudi identitete tega dela izobraževalnega sistema. Identitete zato ker je nekaj vmes med srednješolskim in pa univerzitetnim izobraževanjem, zato ker je zaradi svoje specifike, torej naravnanosti na gospodarstvo, na potrebe družbe in tako naprej, pač naravnano tako, kot je. In ne nazadnje, velikokrat gre za vprašanje pri tem delu izobraževalnega sistema, gre za vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi starši, pogosto pa seveda tudi dijaki, torej bodoči študentje, in pa, to je pa treba reči, seveda tudi delodajalci, kaj je pravzaprav tisto, kaj po končanem višjem strokovnem izobraževanju sem, kaj z pridobljeno višjo strokovno izobrazbo lahko pravzaprav počnem in seveda, kakšne so moji obeti za prihodnost. Tu je en pomemben podatek, ki je danes pri pripravljavci strategije, sem si ga prav posebej zapomnil. In to je, da nezaposljivih iz tega dela izobraževalnega sistema skoraj ni. Zato, ker je ta del izobraževalnega sistema zelo dobro in zelo usmerjen v praktičnost. Zaradi tega so pravzaprav vsi kadri, ki so zelo, zelo zaposljivi. In v bodoče, jaz mislim, da bomo morali veliko narediti na promociji, ampak še pred promocijo bo pa treba, in to ta strategija, ki jo danes predstavljamo, je pa seveda to, da bomo morali neko jasno identiteto višjega strokovnega izobraževanja nad. Za v prihodnje bo zelo pomembno, da to višje strokovno izobraževanje seveda ni usmerjeno samo, poudarjam samo, v neposredne potrebe družbe, torej to pomeni gospodarstvo in pa drugih delov družbe, ampak da ima svoj pogled tudi za naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker kompetence, ki jih nekdo danes pridobi, so seveda ok danes, ampak ta gospod ali gospa, kolegica ali kolega, bo na trgu delovne sile nadaljnjih 30 do 40 let. 30 do 40 let bo opravljal taka ali drugačna dela in zaradi tega je prav, da tudi višje strokovno izobraževanje razmišlja o bodočih kompetencah. Zaradi tega je tudi bila moja vzpodbuda danes zjutraj, da gredo podobno kot visokošolsko izobraževanje v smeri sodelovanja z gospodarsko zbornico in pa SRIPI, ki pripravljajo dolgoročne kompetence za naslednje izobražence, predvsem kar se tiče teh tako imenovanih tehniških in pa naravoslovnih poklicev. Jaz sem vesel, da končno imamo eno tako, recimo temu, vseobsegajočo strategijo višjega strokovnega izobraževanja. Ta proces seveda sedaj ni zaključen, končal se bo, ko bo to strategijo sprejela vlada.
Računamo, da bi se to lahko zgodilo do konca letošnjega leta. In potem, ko se bo to zgodilo, bo seveda treba z zelo jasnimi akcijskimi načrti izhajati te strategije. Cilji v strategiji so merljivi, cilji so tudi zelo jasno izraženi. Če grem samo na naloge, seveda, ki jih ima ministrstvo, je vprašanje mreže višjih strokovnih šol, torej kako čim bolj učinkovito, racionalno organizirati mrežo višjih strokovnih šol in na drugi strani, kako čim bolj racionalno in seveda potrebam uporabnikov, torej študentov, razmestiti tudi programe. Da se ne bodo programi duplirali ali celo včasih potrojevali, torej da se ne bojo podvojevali ali potrojevali, ampak da bodo primerno geografsko in tudi glede na potrebe družbe razporejeni. Potem je seveda vprašanje tudi javne službe na tem področju. Je pa ta glavno, vsaj če mene vprašate, in to sem danes tudi prav posebej izpostavljal, pravzaprav neke nove identitete, ki jo višje strokovno izobraževanje mora najti. Naj rečem samo še to, da je v tej družbi akademsko znanje, akademsko vedenje pač ima boljši status. Nič ni narobe zaradi tega, ampak to pa seveda ne pomeni, da tudi tisti programi, ki so bolj strokovno usmerjeni, ki so usmerjeni bolj v to smer, da so praktični, z njimi ni prav nič narobe in kot družba na njih ne bi smeli gledati zviška ali kot nekaj manj vrednega, ampak so tudi v zahodni Evropi, v nam primerljivih in seveda včasih tudi bolj razvitih državah veliko bolj cenjeni in tako bi bilo treba tudi, da je v Sloveniji še naprej. Tako da, če so kakšna zelo specifična vprašanja na to strategijo, lahko jaz odgovorim, imamo pa tudi direktorico za srednje in višje šole in izobraževanje odraslih danes med nami. Če pa je kaj drugega, pa seveda tudi z veseljem. Najprej pa dajmo na to višje strokovno izobraževanje. Ja, mogoče mene zanima, na kak način boste oblikovali to identiteto višjega strokovnega izobraževanja? Zdaj, kdo bo to naredil? Pa mogoče, kaj pomeni to konkretno organizacija mreže šol, kako se boste tega lotili, ali bo to pomeni zapiranje kakih šol ali... Najprej, kar se tiče mreže. Mi pravzaprav vsako leto pregledamo učinkovitost delovanja mreže. Ne gre za vprašanje zapiranja, ampak gre za vprašanje, ko vidimo več let zapored, ne eno leto, ampak več let zapored, da nek program nima vpisa. Potem poskušamo, recimo, z razmestitvijo nekega drugega programa, recimo Slovenj Gradec, srednješolski center Slovenj Gradec je dobil razmeščen program računalnikarja. Tako da, ker bi pač radi, gledamo tudi regijsko in tako naprej, radi bi, da seveda se regije enakomerno razvijajo. Je pa recimo ravno na tistem šolskem centru, če se prav spomnim, pa mislim, da administrator program, ki pa nikakor ni šel. To je pa program, ki nikakor ni šel in smo mi takrat seveda tudi prosili šolski center, da pač nekaj razmestimo, nekaj pa oni sami, pravzaprav po domače rečeno, zaprejo. Ker pač, a veste, ko več let zapored opažamo, da ne gre, ko tudi vidimo, da je v bližini, torej že v Mariboru ali kje drugje, da so podobni programi in da nimajo, da ni nobeden od teh programov pravzaprav nima primernega vpisa, potem seveda tudi mi odreagiramo, se pravi, to delamo stalno in delamo sproti. Je pa res in to sem pa želel, da pa ob tej strategiji, ko bo strategija sprejeta, tudi naredimo zelo jasen premislek, kako veliko mrežo, kako gosto mrežo in seveda kako te programe pravzaprav razmestiti.
ker če se prav spomnim, zdaj pa seveda govorim na pamet, mislim, da je gradbeni inženir, mislim, da je samo ena, samo ena, pa je to seveda veliko pomankanje, napram nekih administratorskih programov, ki jih je pa kar nekaj, pa pravzaprav nobeden ni poln. Zdaj me pa spomnite, prosim, na tisti drugi del, oziroma prvi del vprašanja. Identiteto pa lahko, tu je pomembno to, da jo lahko samo skupaj, torej gre za skupno delo ministrstva, šol, skupnosti višjega strokovnega izobraževanja, pa tudi, moram reči, da tistih deležnikov, torej ne bo prava beseda, če rečem, odjemalcev kadra, ki tak kader zaposlujejo. Vsi se moramo skupaj truditi, da pač damo temu delu izobraževanja neko primerno mesto, ki ga v družbi zasluži, in vsekakor je to mesto više, ali pa mora biti više, kot je pa trenutno vrednota, da govorim o vrednotenju tega izobraževanja v družbi. Lahko sem par stavkov mogoče vseeno, kaj predvideva ta strategija? Okvirno. Glejte, strategija ima, vse mogoče, a je še nismo dali iz rok. Aha. Strategija ima, a veste, tule poglavje 7, ima eno celo vrsto strateških ukrepov. Zdaj, enega sem omenil, to je optimizacija mreže šol, potem je vprašanje rednega, izrednega študija, internacionalizacije, študija nadaljavo, vključevanje teh šol v mednarodne projekte, izboljševanje recimo položaja študentov, potem glede predavateljev, predvsem tistih iz prakse, da je poenostavitev imenovanja in tako naprej in tako naprej. Zdaj, teh ukrepov zaenkrat je 20 pod tem poglavjem in to so vse ukrepi, ki potem peljejo proti strategiji. Domnevam, da so to strategijo pisali predstavniki višjih šol, da so bili aktivno vključeni. Tako, predstavniki višjih šol ob sodelovanju tudi konzultantov, ker so oni kot višje šole imeli tudi konzultante, ker tisto, kar se je pokazalo, je, da je bilo dobro, da je bila neke vrste zunanja pomoč, ker lepše nastavi ogledalo celotni zgodbe. Zato, ker če si odznoter, potem včasih kaj ne vidiš, če ti pa nekdo od zunaj nastavi ogledalo, je pa to seveda dosti bolje potem. In sistem ostaja še naprej odprt po vertikali navzgor? Ja, zaenkrat ja, čeprav to pa morate vedeti. Včasih smo te vertikale imeli veliko bolj jasne. Sedaj smo te navzkrižne prehode naredili. V bodoče, ko se bomo še soočali z demografskim mankom, bodo ti prehodi pravzaprav še bolj potrebni, pa čeprav zaradi same vertikale in jasnosti vertikale izobraževanja bi bilo boljše, če bi bile te bolj jasne. Skratka, strokovna vertikala in pa seveda akademska vertikala. Jaz sem še eno drugo vprašanje, in sicer glede tega primera iz prejšnjega tedna iz Prevalj, ko je osnovnošolski učitelj postavil učence iz razreda. Me zanima, če kakorkoli ministrstvo usmerja potek tega primera in kako komentirate ta dogodek? Ja. Glejte, ministrstvo ne usmerja tega primera, je pa ta primer prevzel Inšpektorat za šolstvo Republike Slovenije, ki se ukvarja s tem primerom. Kot v vseh podobnih primerih, dokler inšpekcijski nadzor ni zaključen, seveda ne moremo komentirati. Zdaj, to se je zgodilo prejšnji teden, sankcij ta teden še ne bo, ne bi bile naslednji teden. Učitelj naprej uči, učenec bo obiskal spet pouk v petek. Je pa dejstvo, da zgodba ni enoznačna, ne vemo, kaj dejansko se dogaja. Kako to komentirate? Se ravno zaradi tega, tako kot ste sami rekli, zato ker ne vemo, kaj se dogaja, bi bilo skrajno neodgovorno, da bi jaz z tega mesta
to komentiral. Pustimo tistim, ki so za to poklicani, v tem primeru inšpektorjem, inšpektoratu, da opravijo v miru svoje delo in ko bodo izsledki znani, sem prepričan, da in po postopek končan, me bo tudi inšpektor s tem seznanil. Mogoče samo še to, kakšna bi se vam zdela prava reakcija oziroma kakšni ukrepi, če se izkaže, da je učitelj postopal nepravilno, kaj lahko potem sledi? Glejte, sprašujete me o prejudiciranju ukrepov, to ni v moji maniri in ne bom prejudiciral nobenega od ukrepov. Hvala. Hvala.